Leta 2023 so Slovenci po podatkih finančne uprave na tujih spletnih straneh za nelegalne igre na srečo vplačali dobrih 95,5 milijona evrov. Leto pozneje 102,3 milijona, lani pa skoraj 95,2 milijona evrov. Skupno je torej v 3 letih odteklo več kot 293 milijonov evrov, kar je denimo približno toliko kot 2 investiciji v novo cev karavanškega predora na slovenski strani. Splet je preplavljen z nelegalnimi ponudniki iger na srečo. Kdo stoji za njimi, pogosto ni znano. Smo jih odkrili tam 300 večjih, bolj obiskanih. Se pretvarja, da ima neko povezavo s Slovenijo. Večina strani nima imena podjetja. Bet365 je bil po naših podatkih z ozemlja Republike Slovenije obiskan 135.000-krat v enem mesecu. Razkriva trg nelegalnih iger na srečo Ksenija Bezek, vodja spletnega poslovanja v Kazinoju Portorož, ki je edini ponudnik legalne spletne igralnice pri nas. Številne spletne strani pa tudi za nelegalne športne stave, nekatere sicer že blokirane. To je stavnica, kjer recimo lahko igraš, tukaj postaja nek problem iz kateregakoli razloga že. Pri tem konkretnem ponudniku je, vidite, obvestilo Finančne uprave Republike Slovenije, da je blokirano. Pri nekem drugem ponudniku je pač aktualno mednarodno dostopna. In brez nadzora, za razliko od legalnih iger na srečo. Smo pod 24-urnim nadzorom preko spletnega igralnega sistema strani posebnega finančnega urada. Imamo omejitve vplačil na posamezen listek, višine izplačil, ne ponujamo tveganih stavnih možnosti. Kot jih lahko na črnem trgu, kjer je pod vprašajem tudi izplačilo dobitka. Poznam enega osebno, ki je rekel, da so mu račun zablokirali na eni od tujih igralnic, ko je hotel izplačati. Slovenski prireditelji imamo sedež tukaj, možno nas je obiskati, možno nas je preveriti. Komu dejansko zaupajo denar? Včasih igralci niti ne vedo. Povprečen igralec težko loči pravo igralnico od nelegalne. Tukaj je celo naš logo in ko so ponudbe neverjetne, potem so verjetno tudi nelegalne. Denar odteka v tuje roke, tudi v davčne oaze, pravi Bezek. Slovenija pa ostaja praznih rok, brez davkov in dajatev. Ocenjujemo, da država na leto izgubi zaradi nepobranih koncesij, zato ker igralci igrajo na nelegalnih spletnih straneh, med 40 in 50 milijonov letno. Medtem so 3 legalni prireditelji iger na srečo pri nas, to so Loterija Slovenija, Športna loterija in Kazino Portorož, lani plačali skupno skoraj 80,3 milijona evrov koncesijskih dajatev in dobrih 55,6 milijona evrov davka od iger na srečo. Denar od koncesij gre preko 2 fundacij invalidom, žrtvam nasilja, socialno ogroženim otrokom in mladostnikom, veliko pa gre tudi v šport. Poglejmo 2 konkretna primera. Pozdravljeni. Glavni prostor, kjer so naši stanovalci zbrani, tukaj se tudi najraje zadržujejo, kuhna, dnevna, jedilnica, vse v enem klubu. Dobar dan. Dobar dan. Evo, nas je veliko. To je pa posebnost naše skupine, da imajo pač uporabniki svojega psa. Vsi skrbimo za njega, jaz sem pa ta glavna lastnica. 12 ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju živi v tej stanovanjski skupini društva Altra v Senožetih. Pomagamo se skupaj. 4 lupijo krompir, 1 lup solato, 1 reže čebulo. Po pol uro. Ste vsak dan na kolesu? Ja. Nekateri so tukaj že več kot 20 let, 15-20 let, ampak ker sistemsko to ni urejeno, nimajo te ljudje kam iti. Ostajajo pri nas, nekateri tudi do smrti. Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije jim je lani pomagala z dobrimi 26.000 evri. Dela potekajo, se vidi, inštalacije so v sklepni fazi, veliko športno igrišče, nogometno, rokometno. Oktobra bo predvidoma končana gradnja športne dvorane v Vodicah. Fundacija za šport je prispevala 75.000 evrov. Bo predvsem prostor za preko 1000 otrok vsako dopoldne in tudi del popoldneva. Pa tudi za športnike in društva. Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij je dobila lani 22,4 milijona evrov denarja od koncesij. Fundacija za šport pa približno 12,8 milijona.
A bi bilo lahko tega denarja še več, če ne bi odtekal na nelegalni trg iger na srečo? Nujna je zato sprememba zakonodaje, pravijo v obeh fundacijah. Ena od možnosti, ki seveda je, da se ta denarni tok zasleduje, da se ga zazna seveda skozi bančni sistem in se bodisi tudi ta sredstva ali obdavčijo ali pa se te transakcije kratkomaro omeji. V smislu tega, da se naprimer tudi kriminalizira igranje pri nelegalnih prirediteljih, to se pravi, da je kriminaliziran tudi tisti, ki igra, ne samo tisti, ki prireja, to je ena zadeva, in pa seveda država bi lahko z vsemi svojimi finančnimi mehanizmi in s finančnimi nadzori popolnoma preprečila vse transakcije v smeri vplačil tujim prirediteljem kot izplačil na račune naših, to se pravi slovenskih igralcev. Posebni finančni urad je letos predlagal blokado dostopa 28 ponudnikom nelegalnih iger na srečo. 21 blokad je bilo že izvedenih, 5 prirediteljev pa je po opozorilu z nelegalno dejavnostjo prenehalo samih. Za prirejanje iger na srečo brez koncesije je kazen za pravno osebo od 30.000 do 250.000 evrov. So pa nelegalni ponudniki zelo iznajdljivi, proti njim se je zato težko boriti, pojasnjuje Stojan Glavač z finančne uprave. Postopek je predpisan zakonsko, v praksi pa se lahko zgodi, da ponudnik, ta ponudnik nelegalne spletne granice odpre nekoliko drugačno spletno stran, mogoče z drugačno vrstico in zaobide. Potem se finančna uprava seveda temu skuša prilagoditi in ponovno blokirati nove strani. Milijoni odtekajo iz Slovenije kljub nadzoru, Ministrstvo za finance pa rešitve še vedno nima. Morebitne spremembe strategije in zakonodajne spremembe trenutno ostajajo predmet nadaljne strokovne razprave, nam pravijo na ministrstvu. Več na 24ur.com, tudi o tem, da nelegalni prireditelji navačijo tudi mladoletnike in jih ne zanima zasvojenost od iger na srečo.